Kava s Červekom. Drage dame in gospodje, lepo dobrodošli na še eni kavici s Červekom na Radiu 1. Ker je bil ta teden kulturni praznik, 8. februar, sem jaz povabil kulturnika, ampak zraven je toliko enih stvari. Od igralca, stand-up komika, pisatelja, prevajalca, verjetno sem marsikaj še spustil, ampak sej imamo cajt. Boštjan Gorenc Pižama, dobro jutro. Dobro jutro, lepo pozdravljen. Jaz ne bi začel glih z igralcem, no, recimo. Dajmo reči, da sem človek, ki stoji na odru pa skuša tako, v kakšnih predstavah kdaj kaj narediti. Se mi zdi, da igra je bolj tisto mogoče, skozi kar pol uživam v lastnem tekstu. No. Ampak, a veš, da sem te imel zdaj v glavi v tvojemu štartu, mislim, niči štart, ampak tu pa tam. A je tu pa ta štart? Ja, to je bilo. Pa dan ljubezni, pa tako naprej. Mislim, tu pa tam je bilo res težko, ne, vleči se je bilo treba v en prtljažnik, kar je sicer bilo. Ti smo imeli, folk dostakrat sprašuje, kako je šlo tisti prtljažnik, pa jaz rečem, da je bil CGI, ne, ampak v resnici smo malo pogolfali in ker je bila petka, mislim, da je bila ful moderna, ker se je dal klop podretne in smo malo odprli tisti. Da je šlo. Tako da to so bili vse triki, tako da ljudje ne verjeti, ne grem zares v prtljažnik od petke, niti v tisti izdaji, ne. The best. Prvo vprašanje je v bistvu za vsakega gosta isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Moja jutranja rutina je kavasta, predvsem. Okay. Jaz sem tudi, mislim, ne vem zdaj kakšen je tale aparat, nekaj podobnega, tazga, ki ti lepo zmele, frišna zrna in si naštimam veliko kave, veliko tekočine v eno veliko skodelico in tisti potem počas srkam, ko se usedem za računalnik, najprej bi rekel tako pol ure Hearthstona, kar se mogoče potem razleče v uro in pol, potem pa delo. Dejansko, če nimam nekih nastopov, sem zelo pisarniški dopoldne, potem, ko se pele otroka v šolo, pa vse se jaz lepo zabarikadiram v svojo pisarno in tam tako kot dozač, igram se z črkami ali nekaj takega. The best. Kakšno kavico šlo narediti? Daj mi nekaj dolgega pa temnega, prosim. Dolgega pa temnega, Lea. Dolgo, temno, dinamika plus DeLonghi. Ja, sprotjo zmele. Super. Kar se mene tiče, je zelo dobro, jaz sem si jo že prej preštimal, da ne zgubljamo cajta. Nisem sicer toliko hardcore, veš, te ljudje, ker imam par prijateljev, ki so čist v kavi noter, ne. In tudi kolegica si nabavila res nekega hudo espresso mašino, ne, in je bila pol tako, po pol leta rekla, prosim, ne si kupiti espresso mašino, ker jaz še po pol leta ne znam ta prave narediti. Tako da, meni so všeč take mašince, daš noter, pogruntaš, ne, koliko ti zmele in pol tisto lepo furaš. In je to. In je vse narejeno in sam poklikaš in je mir. Boštjan, jaz sem karkoli za nazaj gledal, skje vzdevk Pižama, sem najdel to, da to je še iz osnovnošolskih časov. Oziroma še iz prej. Še iz prej. Bil sem star 5 let, ko smo šli starši na nek sejem in sem se zgubil. In zdaj ti si lahko predstavljaš, kako izgleda en 5-letnik, ko sem bil na najdel starši. Pa hvala, ker se smeješ moji nesreči. Dan se bom verjetno še dost. In je prišla tam ena, me je ugovorila ena tam z ene stojnice, reka prav, kaj deča, kaj si se zgubil. Kako ona to ve? Ona to ve? Prav, bom jaz zdajle zaprla tole stojnico, pa te pelem do infotočke, boš tam povedal, kako te ime, bojo po zvočanju poklicali tvoje starše in bo super. Ne? In zdaj greva pa tja in zdaj moram povedati, jaz sem imel sem neko idejo, ne vem, če mi to zmeri sicer rata, da sem uljuden. Starši so me naučili biti uljuden do ljudi, ne? In sem rekel, ok, moram zdaj pa, če me že pele, malo se zaklepetati z njo. Sem rekel, gospa, kaj pa vi imate tam na stojnici? Imate kakšne slike, imate kakšno domačo obrt? Je rekla, ne veš, jaz sem pa numerologinja. Jaz sem zdaj obstojal, jaz sem bil star 5 let, jaz sem znal že brati, ker jaz sem prebral že 6 knjig in sem bil prepričan, da poznam vse besede na svetu. Ampak to mi je bilo pa nekaj novega. Sem rekel, numero, kaj je pa to? Nekaj, veš, to je pa neka veda, ki pravi, da nas naša imena določajo. Vsaki črki daš neko številko, sešteješ in pa vidiš, kakšna osebnost si. In sem rekel, in rekla, če ti hočeš, da mi lahko poveš, kaj bi bil rad, ko boš velik,
A ne, pa ti bom jaz to zračunala. Ne, sem rekel, ok, ne, sem rekel, kakšen vzdelek bi jaz mogel dodati zraven imena, da pa, ko bom velik, da bom imel hudo brado, pa da bom lahko enkrat na kavi s červekom. Ne? Resnici ne verjameš, a ne? Zelo dobro. Ne vem, malo sem skeptičen. Ja, za ful bi bilo dobro, če bi bila zgodba resnična, ker bi bila genialna. Odlična bi bila. Ampak ne, osnovna šola, prvi razred, tam malo nesocializiran, ker so se razredni bulji spravljali na njega in sem ne dvakrat v eni trenirki sliko Jako Racmana uletel v šolo, ker sem bil pač že fan stripov pa vse takrat in se en spomnil, da zgleda ka pižama in pižama ostali in na par let tega res nisem smel slišati vsakič, če vam padu. Zato sem bil tudi pač zelo taka zanimiva tarča, ker sem imel reakcije, in je bilo še bolj zanimivo me drezati in vse. Pa se pač časoma navadil in je bilo pač tako, na neki točki sem rekel, malej, Boštjanu je velik pižama, sem sam en, in pač sem začel z repom in nekako kar direkt ta vzdelek prišel še zraven. Zdaj pa tudi super, ker hodim po šolah, po teh raznih bralnih promocijah, pa zaključkih bralne značke. Kar rečeš, tam prišel bo pisatelj in prevajalec Boštjan Gorenc. Bomo zaspali. Pride pižama, kaj je pa to? In je že tle malo deluje tako. Ker smo malo Boštjan je tako zelo splošno ime. Ni tako, kot Jonas. Pa tudi Prim Gorenc, ne tako kot Godler, Artač, ki točno veš. Pač ne vem, Jure pa Igor sta tudi mogla biti slon in sadež, da sta uspela, kot Jure in Igor ni ratal. Tako da pač smo tle nekje s tem. Ker že tle rekel, sam Gorenc bi vsak vprašal, kjer? Ja, Unk spet ni dal za rundo. Drugač, ti je šel kdaj ta vzdelek na živce? Ker vmes se mi zdi, veš, kad človek odrašča, da morda pa malo ta vzdelek. Ne, na začetku mi je šel, pa dejansko ne, nekako je bilo tako, prišel je zraven, se pravi, mislim, da če se jaz ne bi tako, ne vem, ful z repom ukvarjal, ker sem si ga vzel tudi pol za to repersko ime, vprašanje, koliko bi se obdržal, če ne bi nekako poniknil, ampak pa se pa ne vem, zaradi tega obdržal, nekaj časa sem bil pa stric bedanc pižama, tudi ne, na neki točki, kar se še zdaj vidi na Instagramu, kjer sem stric bedanc, ker je neka ameriška gospodinja imela 3 objave pod nikom Pizama leta 2012 ali ne vem, 14 in mi še ni ratal na fehta, da bi mogoče tisti sprostil. Tako da ne, pol niti ni to, se pravim, ga izkoriščam, se mi zdi tako, kot ena taka stvar, pač tudi ima ta mala osebna zmaga, ki z nečesa pravzaprav, kar ti je bilo nagražno, oziroma da si neko slabo stvar, da si jo preoblikoval v nekaj, kar je zdaj dobro, pa se unim buljem lahko pravzaprav zdaj sam si mislim, da je pač brez veze. Zdaj sem že toliko teh kavic obdelal, da sem opazil, da z mojimi gosti vsake toliko odprem kakšno temo, veš, kaj je tako, kada smo pri psihiatri. Pa tle moramo vprašati, ker delček mene je, že zdaj si sam malo naštel, pa si imel že v otroštvu rad knjige, pri 5 letih koliko 6 knjig prebral in tako naprej. Ja, ampak tako, a si bil piflar in si še zmeri? Jaz sem bil leni piflar, jaz sem bil leni piflar, kar je pomenil, ful me je zanimal, kar smo delali v šoli, razen fizike nikoli nisem štekal. To mi nikoli ni bilo tako pač jasno, ljudem ni bilo jasno, matematika mi totalno šla, fizika pa ne vem pač abstraktno, koliko si pa dal neke enote zraven, pa neki štrom, pa to pa... Prav, težko razložiti zdaj, zakaj je tako. To bi še znal. Tle se pač potencialna energija pretvori v kinetično. Evo, to. Boče tudi zaradi... Zdaj je fajn, ker tudi če skaj narobe povedal, jaz ne vem, tako da... Ampak me zanimalo, ampak sem bil pa tudi len. Doma sem raj, ne vem, bral se, družil zun s kolegi, pa to tako da... Sem v šoli ful poslušal, zato sem pa ni bilo treba učiti. Ta variantica sem bil. Pa sem prišel na srednjo šolo, je bilo pa tudi tako, pravzaprav tam se je bilo treba že malo, pa sem imel srečo, smo bili en tak zelo luftarski razred, tako da po Gaussu je bilo zelo lahko biti na vrhu. Mislim, ne navrjam tako na skrajne, Ampak je bilo kul, mislim, da ne bi, ne vem, mogoče če bi bil KDRG, kakšni drugi sredini, bi mogoče malo bolj tudi kaj je bilo, intelektualno stimuliran, da bi še kaj več, ampak tudi že v srednji šoli sem govoril nekih teh delov, dodatnih stvari, že takrat so, padel sem na to gledališki krožek s kolegi, smo napisali igro, jo sami pač zrežirali, odigrali. Se zdi pač, pa tudi ta razred, v katerem smo bili taka, res smo dihali skupaj in
se mi zdi, da je ta izkušnja pravzaprav malo bolj pomembno delovala name, kot to, če bi mogoče imel, ne vem, tam nekaj Fisko 4. Ja. Ne, pa morda bi kakšno Zoisovo štipendijo morda je povlekel. Ja, sem jo imel. Ne, Ja, sem no, bilo, pa saj, kar lej, len, da je nehi. Od osnovne naprej. Pol je šlo dol. Pa je pa treba vračati. Pol je šlo dol in zdaj si bilo tle. diplome, te pravcaj. Višje kariere. In to v prtličju, res višek. Slišal sem, da prejšnje goste si imel v prvem štuku, da jih zdaj mene niso upal, ker nimate dosta ojačanih podnov. Bod vesel, da nismo zunaj. Ja. Tako da naslednji gost je. Merkite. Še malo bomo v Cerknici to delali. Tisto pa res lov. Kaj pa tle zdaj? Zakaj imam naenkrat mokre gležne? Ja, lej, če bi bral Valvazorja, bi vedel. Ja. Bod vesel, da je jezero zdaj vsahnilo. Ja. Se pravi, vse, kar delaš ti zdaj, že celo svojo kariero, je nekako povezano z jezikom. Spet se vrnemo od tega, da si že kot otrok bral tudi. Odkje je ta ljubezen do knjig? Imel sem eno tako zelo specifično lokacijsko situacijo, namreč, da smo živeli v nekih tovarniških stanovanjih, so bili na robu tovarniškega kompleksa v Kranju, tam od Iskre, in kar je pomenilo, da imam 4 stanovanja, kjer sem bil jaz edini otrok. Nismo imeli mi 4 stanovanja, 4 stanovanja so bila dana zdaj, bili smo v 80-ih magnati. 4 stanovanja so bila tam na vrhene stavbe, okoli tovarna, ceste, in to je bilo to. Nobene družbe, in babica, ki me je merkala, je bila tudi bolana, ni mogla glih skakati, okoli mi je ful brala, ful pripovedovala, in me je zelo hitro začel zanimati, zakaj pa jaz ne morem sam teh knjig brati, zakaj pa to, in sem se bolj zelo hitro naučil brati, in ne vem, sem ostal potopljen v knjige za zmeri. Pa se pa itak zgodi, ne vem, na vsake toliko cajta v življenju se pa zgodi neko srečanje s kakšnim avtorjem, s kakšno zvrstjo, ki te še dodatno potem spet spodbudi ali te usmeri v kakšne nove smeri, ki jih raziskuješ, in tako ostajali, res, ljubezen od nekdaj. No, sej gledalci lahko v bistvu tudi že vidite, tukaj je ene par knjig, te so od Pižame, do tega seveda še prideva. Moram pa povedati, da takoj, ko je prišel, se je majčkeno razgledal pod naši dnevni in takoj začel knjige gledati. Ja, kaj pa sem zelo pohvalil, vidim, da je Andrej Skubic tam, tako da bom povedal, da je tlele na kavi, da čaka. Triogolazniku, zelo lušna knjigica, to moram povedati, vem pač zaradi tega, ker sem zadnje leta itak zaradi otroka spremljal to produkcijo, za to starost, in zdaj sem kar nekako tudi ostal, ker za Ciciban pišem rubriko Pižamova bradna značka, kjer predstavljam novitete in potem vsakič majhen tako še zraven dodatnega branja, kaj bi se še dalo na določeno temo, ne vem, ta avtor je pa iz te države, tle imamo še to pa to prevedeno, kaj takega, in glih ta zbirka je taka zanimiva, ker Andrej Skubic, jaz znam po teh res hudih romanih za odraste, parkrat tudi z nagrado Kresnik Ovenčan, in potem padel v otroško literaturo, in je res huda zbirka, tako bi rekel, če imate mularijo, tam prva triada, Triogolaznikus definitivno, to jim pejte iskat. Se pravi, jaz bi tu mogel prebrati, bi bilo fajn. Mislim, lahko, sicer mislim, da ti lahko tudi že kaj težjega se lotaš, ampak to. Ne obstavu. Ne, kako recimo, deva ale v te vode, pripraviti človeka, da začne bolj brati, če ne bere, kar je dejansko moj primer. Treba je, mogoče zelo veliko tega vsi pa se zgodi, pač, ko ljudje iz branja pridejo k nebranju, se zgodi tam nek na prehodu najstniška leta. Se pravi, imaš to, kar se tudi vidi recimo in v šoli in pa recimo pri bralni znački, kjer imaš recimo v prvi triadi, 4., 5. razred, če zelo visok procent otrok, ki to dokonča, potem pa osip, ampak to je bilo skozi, to je bilo tudi resno že, ko sem bil jaz mulce videl, pač ene par nas je delal to takrat celo 8 let, ko enem se ni več dal. Ja. Je predvsem to, da treba je poiskati stvar, ki te zanima. Tako pač, treba je pač zdaj bralcem tem, ki bi, pač, ki mogoče ne berejo to, ki bi pa sploh ne jim dati nekaj, kar jih bo potegnilo, kar jim bo zanimivo. Kako to najdete? Kako to najdete? Pa najboljša stvar je to, da greš v knjižnico, in tle se ne zafrkam. Greš v knjižnico, poveš, kaj te zanima, in rečeš, dajte me prosim presenetiti. To je res najboljša stvar, ki jo lahko narediš, ker lahko ti zdaj iščeš
ok, pa te Googlovi razni algoritmi, pa ne vem, na Goodreadsih, ok, če zdaj ne bereš, itak ne veš, kje imeti sploh vstopno točko in kako not. Ampak je to knjižnica, pač zdaj knjige itak obstajajo za vse, pač vsa področja pokrivajo vse tematike in najboljše res pravzaprav je to knjižnica in kar reči, dajte me, pač knjižničarke in knjižničari zelo radi pomagajo ljudem, ker oni zelo radi vidijo, pač, da si ljudje sposojajo knjige. Zato so tam, ne? Čeprav jih morajo pol nazaj noč spravljati, ne pa to, ampak pač razvit mogoče potem tudi nek ta dialog kasneje, ne, se pravi, da ti vidiš, a ne, ti bi reči, mene pa zanima to, ne vem, neka stvar, pa reči, ne vem, kaj reči, jaz bi pa bral ljubezensko zgodbo, kjer se dva zaljubta, ne, pa ona vidi, da je on ful starejši, pa da je vampir, pa da se depilira, ona pa mu da dvojko, pa gre raje z enim volkodlakom, pa ki mu lahko kitke spleta vzad na hrbtu. On reče, gospod, pejte kele v somračni kot knjižnice, a ne, boste tam našli zgodbo za vas. Pač karkoli je in dejansko potem s temi nekimi stvarmi skozi dialog pa tudi, kar reče, to ste mi pa dober, a ne priporočila, je še kaj tazga, pa tudi lahko reče, ne, ni bilo glihaj kaj v kakšno drugo smer, ne, se pravi, malo probavati, ampak treba je, zbrati pogum, iti tja, mogoče se kdaj sprehoditi nekakšne knjigobežnice, ki jih je zdaj zelo veliko, če vidiš kar malo pobrskati, kaj se ti zanimivo zdi in ven potegniti. Kar sem jaz iz tega ven potegnil je to, da lahko imaš še ne vem kakšen fetiš, pa te knjižničarka ne bo poslala domov, bo sem rekla, pej tja. Ja, rekla bo, tole, kaj imate gospod, tole je pa UDK klasifikacija 3-22-15, ja, to je to. The best. Do danes si napisal že toliko enih dobrih knjig z pohvalami in to. A čutiš to, da si zdaj že priznan pisatelj v Sloveniji? Mislim, čutim, meni se je zelo tako, zdaj lahko je pač ne usral s ta prvo knjigo. Mislim, usral pač, dejansko je prva knjiga, ne taka res, ki sem jo izdal, poleg teh stripov o Šnofjevi druščini, ki sem jih delala, itak jih z Matejem Dečekom delala za Pilne in potem kasneje še izhajajo v knjižni obliki, so bili slovenski klasiki, zdaj že 7 let od izida in bilo dejansko tako, da takrat me je Ana Ugrinović povabila iz Cankarjeve založbe, kjer je ravno kar postala urednica, je rekla, bi ti kakšno knjigo delal in jaz sem pa zmeri tak, da rabim neko brco, mogoče kao da me spodbudi, kao da je nekaj nared. A ne, in je bilo pač, bi kakšen roman ali kratke zgodbe, sem rekel pismo, jaz sem glih par mesecev nazaj naredil tega Povodnega moža na Facebooku, ki je ratal res hit, sem rekel, kaj če bi naredil celo knjigo nekih takih ne sam Facebook, ampak nasplošno pač kako bi bili te slovenska literatura, kakšna bi bila na internetu. Ne? In je bila za in tudi zelo super sodelovanje, bilo, ker je zelo tako, bila tiskar urednica mora biti, se pravi, da aktivno sodeluje, svetuje, te pač ti pokaže močne plati, da jih še izboljšaš, pokaže, kje so slabe stvari, ki jih mogoče, ne vem, pač ne bilo itak, ki je to nekako kolaž, pa ne nekaj, gdje je rekel, okay, da je tole bom naslednjič ali karkoli, tole, da je tukaj še sama par predlogov. In pač v glavnem, jaz sem naredil knjigo kot pač nekaj taza, kar bi bilo meni zanimivo. Se pravi, res se nisem oziral na to, pač kaj bojo drugi rekli. Jaz sem pač kot se rekel, ok, se jim bo smešno. Ne? In potem kar naenkrat tako prva naklada, nekako je bila 1500, tako, kar je že tako zelo solidna naklada, ne? Gre. Že tako druga in gre in to je se je začel kotaliti in meni je bilo tako kako. Rekel, če naredimo Jurija, pa mogoče do 2 Jurijev prijemo, to bo the best. Ne? Na koncu se nisem ustavil, se še zdaj kaj kapne, ne? Ampak je že toliko staro, da niti ne toliko več, ampak če je bila prodana več kot 12,000 izvodi, kar so neke čist vesoljske številke, zato sem rekel, da sem pač nekaj, kar sem delal iz tega pač iz užitka, ne, in da je bilo pač toliko ljudem všeč in da je bilo toliko, ne, in potem zdaj tudi te otroške slikanice od tega pač, ki so stalno dobivajo pač in zlate hruške in so nominirane ali za skupaj za slikanico ali za besedilo, kakšna za ilustracije, ki jih Igor Šinkovec, kjer smo zdaj pač res že tak orang tandemava, že 3 skupne knjige pod pasom, zdaj počas pripravljava še eno nadaljevanje iz te, da bo trilogijo, da narediva, ta si že kdaj. In, ampak še zmeraj vsakič, ko se usedeš, pa si tako malo je tega še zmeraj imposter sindroma. No? Še zmeraj je malo tako pisano, kaj če sem imel vse do zdaj sam porajmal, na ključje. Še zmeraj je pač,
pa si rečeš, pa ne, sej bo, pa je, ampak zmerite tako, ko sediš pred monitorjem, ne, in gledaš v tisti bel zaslon, ki zdaj na srečo, ki ni več katodnikov, ne, ki so led zasloni, ki ne blešči to kvate, in si tako misliš, pismo, a res ti znaš to početi, ne, še zmeri so te stvari, pač, a zdaj to sem jaz sam, ampak pa bereš te zgodbe, ne vem, kako Neil Gaiman, tam pa, ne vem, Martin, pa vsi te neki imajo nekaj, se z nekimi isti občutki srečujejo, ne, in se reče, mogoče pa to v redu, ker si probaš res se dokazati, probaš res orang narediti, da ne jemlješ preveč z levo roko. Pa že imel kakšno blokado? Kako to zgleda? Da prav ne moreš nič napisati ali je vse sam šit? Včasih je prav tako, da dejansko veš, da bi mogel in se sploh ne moreš pripraviti. Sploh, ker tako gledaš, veš, da treba, pa tako vse drugo je bolj zanimivo takrat. Oziroma, zdaj pač blokada, meni se zgodi, pač, ok, zdaj tako so večinoma te krajše zgodbe, slikanice, ne, pravljice. Se tako zgodi, ja, kdaj, da se zaprezaš, da nekaj začneš in ne veš, o moj bog, kaj bi zdaj, ne, ampak, ok, tle je zdaj prednost, ne, ki lahko pač rečeš, ok, mogoče to ni ta prava smer, pa si glede na dolžino pravljice si pač, ne vem, sam stran pa pol, ne, narobe napisal, pa najdeš, rečeš, da grem od začetka, ne, grem iz nekje druge. Sem pa zdaj recimo glih pri tej knjigi, ki sem jo zdaj dokončal, ki je zdaj pri urednici o risih, pač to je neka stvar, ki sem jo prosili iz Lifelink, z tega društva, ki skrbi za ohranitev risov, za ponovno repopulacijo in jih sem uvažajo, za pač neko knjigo, kjer bi predstavili, kakšni so, ne, risi pa to pač za te, jaz neko to prvo triado si izbral, to ne, 6 do 8, 6 do 9 let, ker se zelo tako dobro počutim pri tej starosti, ustvarjanju zanje. Super mi je, ker so to mulci, ki še ne poznajo cinizma. In mi je tako in vsej te neki atmosferi danes, ki je tako grozna, pa vsi neki, ful neke negativnosti, či samo zato, da si negativen in ogorčen, mi je tako super tam, ker si lahko tako iskreno se zabavaš in greš. To je tudi moja publika, drugače. Ja, in da se trudim. To je pohvala, če te poslušajo ljudje tako brez cinizma, to je zelo dobro. No, in a veš, ko pišeš in kdaj greš neki, in si tako, ne vem, spišeš 2 poglavji in vidiš, ne, čak, to ne pele nikamor, ne, in tuhtaš in pol pač zbrišeš oziroma daš nekam, mogoče bo kaj za ponucati. Jaz sem zelo tak, ravno ker sem prebral biografijo od Terja Pratchetta, človeka, ki je napisal Discworld, je tudi 2 njegovi knjigi prevedel in tako en mojih najljubših avtorjev, pač je ta njegov asistent, ki je napisal Rob Wilkins, je pač tako povedal, da on je imel tudi to, prav, da reciklaže te ne sme biti strah, ne, pač da stvar, če je uporabna, jo ponuci, ne, še enkrat, oziroma imaš, da je imel prav nek fajl, ki mu je rekel brezno, ne, kamor je vse stvari, ki jih je spisal, pa pogruntal, da ne gre v zgodbo dal. In je pa, ne vem, čez 10 let pogruntal, je ta zgodbica, pa zato pa zelo tlele uporabam. Tak arhivček ima. Ja, da imaš kaj tazga. Je pa tudi res, da pravzaprav te blokade pa res ponovati v avtu nekako. Da bi rekel, pa zdaj to ne pomeni, da vržem vse gor, pa da grem za nalaž ob 7 zjutraj na obvoznico. Kaj je z vami? Kakšen srednji pas, dajte mir, ne, lejte, še roke bom dal skozi okno, pejte zdaj mir, ne. Ampak, ful imam teh nekih pač voženj, ko hodim okoli po nastopih, ko hodim okoli po šolah, in pač sam si v avto, ne, to uro pa pol, in imam takrat čas pravzaprav, da preigravam, ne, da preigravam te zgodbe, da tuhtam, mislim, aj ta Degulop rekel, ne, da on pač tako nekako te like, da jih kar psti, da se uleže in da psti, da se te like v njegovi glavi pogovarjajo malo, da pač kam pelajo zgodbo. In tle me pravzaprav to pač tako tuhtam, a veš, in imaš to zgodbo, nekako si jo rišeš in kaj bi zdaj lahko, in se pravi že pred samim pisanjem nekako, da sprobaš neke različne meandre, po katerih bi lahko zgodba tekla in si potem izbereš onega, ki se ti zdi, da bo lahko najbolj delal. To, in itak se pa ponavadi zgodi, ne, tako zelo velikokrat. Je tako, da neka stvar, ki si mogoče enkrat na začetku čisto tako not napisal, zato ker se ti je dobro slišala,
pogrunteš, kako lahko to pa pol na koncu zelo lepo zašpilš in kako imaš še neke dodatne niti, ki jih lahko prepleteš v končno zgodbo, za katero sploh nisi bil, se nisi zavedal, da si jih nastavil na samem začetku. Pa predvidevam, da je tle isto tudi, ko veš, recimo, kam bo zgodba peljala, se še zmeraj vmes zgodi nekaj takega, ki si nisi predstavljal. Ne, včasih se zgodi, in moraš biti tudi pripravljen pol zavreč, kdaj kažeš stvari. Ne. Včasih je čisto neka... Tako je z goste delam. Ja, sej, to je super, v redu, važi. Morda je sploh naš predvajan. The best. Greva mičken na prevajanje, ogromno knjig si tudi že prevedel. Kakšen stil imaš prevajanja? A recimo najprej knjigo v celoti prebereš, pa greš potem nazaj prevajati, a sprot to delaš? Ne, nikoli sprot. Ne gre, ne moraš vedeti, kako bo šlo. Pravzaprav moraš pri vsake knjigi si vzeti, narediti si neko prevajalsko strategijo. Ne. Se pravi, tako tudi pravzaprav že zato, da vidiš, kakšno delo je, kako je to v celoti, kakšen je jezik, kako se jezik spreminja skozi knjigo, kakšna je funkcija jezika noter zdaj, ne, tudi kakšne so ravni, a je čist knjižna, ali imaš nek slang noter. Potem jaz delam in fantazijsko, kjer se moraš pa ker so to neki izmišljeni svetovi in greš lahko tudi v prevajanje potem krajevnih imen, v prevajanje vzdevkov, nekaj tazga, ne vem, ali kjer imaš določeno specifiko, kakšne stvari, ki jih v našem svetu ni in si moraš pa izmisliti poimenovanje, tako se jih je avtor v izvirniku, ali gre to za, tako kot pri teh otroških knjigah o kapitanu Gatniku, o pasjem možu, gospodu Gnilcu, kjer imaš pa neke besedne igre, neka prismuknjena imena, kjer pravzaprav, sploh za Tamaleje, za to starost, je pravzaprav ni nič samo prevod, je zmeri tudi priredba zraven, ker moraš gledati na to, da se bojo Tamali smejali, če je v izvirniku namen smeh tudi. Zdaj, če ima tam v originalu avtor neko referenco na nekaj, kar v Ameriki mulci poznajo, popkulturno, pri nas pa ne, ne moreš tistega not pustiti, ne moreš najti nekaj, kar bo pripeljalo. Zdaj sem glih imel v enem pasjem možu, ki naredijo neko pesmico v nekem drevesu, ki je Barky McTreeface, rato je pač drevko vejevšek, in potem imajo na tega Frosty the Snowman melodijo, naredijo on pesem. Zdaj pač pri nas, ne vem, če bi to Tamali, bi tako, zapojete na melodijo pesmi o Snežaku, kjera je, ker pač to pri nas ni glih znano. In pa sem tuhtal, in tako pač nek falot je neki še podira po mestu in in sem naredil na Hudo mravljico potem, tako da sem vzel pač Hudo mravljico in potisnil. Tam recimo pač zavržeš celo strukturo pesmi, ohraniš pomen in ga potem v drugo pesem daš. Tako da tam bil vejevšek drev, ko je pošastna rogovila, moroka močna hrastova je vsako stvar razbila, in kamorkoli je prišel, kako že so vsi pred njim žali, ker Paglovci poredni so po konci ga držali, in tako naprej. Jemlješ neke stvari in jih predstavljaš sem zato, da bojo naši bralci imeli čim bolj iste občutke med branjem kot recimo v tem primeru, ker jaz pač prevajam iz angleščine, angleški rojeni govorci pri branju izvirnika. Preden grem mičkem proti tebi zdaj, kar se tega prevajanja tiče, a imaš zdaj tako občutek, ko se z nekom takole pogovarjaš, da te na drugi strani nekdo posluša, pa si misli, kako sem jaz zabit? Ne, ker sem danes prvič tle. Pozabljam, da imam tudi komika nasprotja. Zdajle se že, od samega štarta sem tako, koliko jaz nič ne vem. Pa ne, veš kaj, to je zelo specifično. Koliko sem jaz zabit? Ne, to je zelo specifično. To so neke zelo, to ni nikoli, da bi rekel, da bi se pa z nekom pogovarjal, pa tam ne bilo, pa bi rekel, ne, pač na drugi strani sem tako. A veš, se tudi recimo, če bi bil tle zdajle, ne vem, en zdravnik, pa bi razlagal, kako, veš, pa tamle, jaz odmaknem, tlele noter stremence, pa na kovalce pa pol pogledam noter, a veš, pa nekih 500 besed, ti tudi sam gledaš, ampak reč, on se s tem ukvarja, mu zaupamo, tako da zdaj jaz upam, da ti me zaupaš, da vem, kaj govorim, da te nočem naplahtati in da ko bo nekdo drugi bo rekel, čakaj, to pa sploh ni res, to se pa sploh ni tako prevajalo. Zdaj zame je tu k fiska, veš, lahko už rekel, kar češ pomil tako, dobro, verjamem. Električni tok je hitrost krat upora. Evo, zgubil smo. Jaz tudi.
Ne, Zdaj so na inštitutu Joža Štefan nehali gledati. Ja, zdaj se je verjetno že ustrelil v glavo ali pa neki. Ej, ne, res glede tega prevajanja, evo, to me je zmeraj motlo. Jaz sem bil, po moje, konec osnovne, predvidevam, ko je prišla k nam prva prevedena knjiga o Harryju Potterju. Jaz se pravim, nisem bil za knjige, jaz sem bil za filme, smo gledali filme, ok. In kako me je motilo, da, veš, tam je bil profesor Snape, podnapis je bil Raus. Ja, in jaz sem bil tako, pa zakaj? Zato, ker so pomenska imena. Zato, ker je treba, a veš pa, zato, ker si lahko prvočil. Okay, tle je bil problem, ne, Kenda, ki je prevajal pač, ker recimo jaz pri Martinu imam to srečo, da je pri pesmi Ledu in ognja, pri Igri prestolov, da je čisto izmišljen svet. On je imel pa tam London, je imel vsi Anglijo in pa se kaj odpeljajo na Bradavičarko in zdaj kako ta imena. Ne, in on je se zdi, da pač iz Danga je res dober sistem si naredil. Ne, dajmo prevajati imena, ampak jih pol tako zapisati, da zvenijo, kad na hit pogledaš, kad bi bili lahko iz angleščine. To je recimo zelo, zelo nehvaležno. Ta dvojnost. Ne, moraš pa vedeti, pač, a veš, to so, pač ja, kad prevajaš, moraš ti računati na to, da ljudje ne znajo, gdje ti ne moreš reči, zdaj pa, sej vejo, kaj pa to v angleščini pomeni. Ne vejo, ne, in je pa pol, ne, jasno je, da se pa vsakič imaš, so stvari, ki ti bolj ratejo določeni, so kakšne stvari, ki si želiš, zdaj pa to mogoče lahko bolj naredil pol, so stvari, ne vem, ki jih recimo prevajaš, te se sploh videl pri temu, pri Marlakensteinu, ne. Ja, ta je tudi kako je bil pol, ker on ni vedel, da bo tam ta I am Tom Marvolo Riddle, ne, da bo ta Voldemort, da bo izpeljanka in je pol mogel tam neki pesnita. Recimo, tako kaj jaz, ko sem začel prevajati Martina, ko Hodor, je pač Hodor, kaj bi bil Hodor, pa vidiš, iz česa pride to ime, ko smo gledali, pa je Martin potrdil, da je to res, rečeš, ok, pa bi mogel očitno nekaj drugega, ampak bomo pa pač pol tam okoli pesni, če bo enkrat napisal. Zmer je ta prevajanje doskrat je tako vrvohodstvo, veš, na katero stran se boš nagnil, pa iščeš to neko ravnovesje. Je pa res, ker se pač spraviš, kaj imaš, ne vem, res 90% imen tam tudi v Potterju, recimo takih, ki nosijo nek pomen, je pa res moraš držati in zato, da pripeleš in pa da pripelje. In meni se zdi pač, ne vem, da tudi mulci, ki so brali vsem, če si bral knjigo, so padali v to noter. In je pa tudi fino, da je pol tako, da imajo te, ki pripeljajo filme, pa to, da se zavedajo, ker mislim, da zdaj ne ima Potterja, je prav tudi Kenda tudi za film, a ga je prevajal, to ne vem. Mislim, da zdaj te zadnje magične živali, pa to, da je. Recimo, jaz tudi, kaj so bili, ne vem, kaj je prišla Igra prestolov, so mene, pač so tam z HBO-ja pisali z Adriana Mladinsko, bi mi lahko uporabljali, in pa so mene tudi, so se povezala jaz pa prevajalka in je bilo pač, kaj je rabila, se smo dali nekaj sezname, ampak lahko še tole preverim in sem bila tako pač v navezi, da sem pa pomagal s kakšnimi stvarmi. In se je tudi videl pravzaprav, kako je bilo na začetku prva sezona, veš, ta neka Igra prestolov, meni je pošiljala cele scenarije, veš, tako, mislim, dialog liste, po katerih je ona prevajala, ampak jaz jih za nalašen kol nisem prebral, ker sem hotel biti, ko bom gledal. Zadnje 3 sezone je bilo tako, samo beseda, sorry, ne morem dati konteksta, ne smem, je bil tak, NDA pa vse skupaj, nič razkrivati. Pa boš potrdil, da so filmi pa serije zmeraj slabši kot sama knjiga? Ni nujno. So drugačni. Važno je, da se mi zdi, da se zaveda film, da je drugačen medij. In da če ti skušaš narediti, pa zdaj, če smo spet pri Potterju, to vem, ko sva z Anžetom Tomičem, ko sva v glava gledala takrat med prvim valom pandemije, ko smo gledali, to Tomo gleda Potterja, ko on še ni gledal nikoli teh filmov in smo pa gledala in komentirala, so si malo čas skrajšala, pa ljudem tudi. Recimo, prvi film tako hoče biti recimo zelo čim bolj natančno, kar se v knjigi zgodi in potem nekako ne deluje kot film, ker se zdi pa, če je preveč nekih stvari, ki na papirju delujejo, na filmu ne. Potem, ko pa imajo, ne vem, recimo zdaj sploh ta Goblet of Fire, kjer si pač res prvošene par odstopov do knjige, ampak
deluje pa kot film. Se pravi, da moraš vedeti, da vzameš stvari, da jih predelaš, ne vem, tudi recimo Igra prestolov, tam prva sezona, tam se je videl, da imajo, ne vem, koliko imamo pa denarja, tle imamo 20,000 dotrakov, koliko jih lahko dobimo? 14, pejmo 14, mi smo mogočni, ne. Ampak važno, da pa znotraj tega ohranjaš neko konsistentnost, ne? Da se stvari držijo, ne pa da je bilo pol tam, ker je začel razpadati, ki je bilo vse tako, živo, jaz sem Cersei in sem glih kar ubila polovico telih plemenitašev, pa cel vrh tele vere, ker so jo imeli ljudstvo zelo radi, ali imam kakšne posledice, pa ljudstvo, ne, mi smo pozabili, da si kaj naredila, nič ni, ne, več tako, daj spremena, pa kaj zdoš, sam, da imajo pol stvari znotraj, tako da, če se pogovarjamo o Igri prestolov, vseh 6 sezon, ki so jih posneli, je bilo dobrih. Ja? Zadnji 2 se nista zgodili, jaz se prepričujem, da tega ni bilo. Ti si podpisal peticijo, da bi mogli še enkrat narediti. Ne, to bi bilo brez veze. Če sva že pri tem, kako se ti zdi zdaj tale prva sezona House of Dragon, Hiša zmaja? Zelo dobra. Ja? Fino je, tudi se sploh zasedba igralska dobra, mislim, Paddy Considine, tisto, kar je naredil z unim sprehodom do prestola, že na pol razpadlo truplo skoraj, tako. Ful te ima čustveno noter, pa veš, da so slabi ljudje, pa se ti malo tako počutiš, zakaj navijam za njih, ker so slabi ljudje, ampak ko vidiš neke te njihove notranje boje, tako, se mi zdi, da so fino najdel to mejo med pač notranjo dramo, pa med tem, da imamo zmaje, da so neki veličastni prizori. Se mi zdi pa, res je na zgodbi, ni bilo tistega, kar sta D&D doskrat, te dva, ki sta delala Igro prestolov doskrat, dajmo ne 3 gola v prsja, pa nekaj zadnjice, zdaj tega ni toliko. Da ni, je tako pač kul, sej, če je to v zgodbi, naj bo, ne pa da je sam za tako, a ta teden smo že pokazali gole prsi, smo kakaj kljubca, veš, nismo, daj tlele zraven nekaj, to je pa pol brez veze. A bi ti naredil kakšen scenarij za kakšno nadaljevanko ali pa film? Ali morda celo si? Ne, zaenkrat me nekako nima, zato ker tudi cajten. Jaz se z odrom zadovoljen. Se mi zdi, da tudi, kar se tiče pri nas produkcije, pa tega je lažje na oder nekaj postaviti, ker posnet. Pa tudi se mi zdi spet, oder, za kjer ga jaz pač ustvarjam zdaj že ali po scenarijih ali impro, že koliko se pravi, zdaj sem 25 let, a ne še več, ima čist neke druge specifike, kot pa pisanje za TV. Veš, tle ne Marčetič, tle ne ljudje dajo Marčetiču v znar, ki ga imajo, ki se splača, da naredi neko serijo, ki ima to smolo. Zmeri prezgodaj imel ideje, in sem mislil, ne vem, kar sam naredi. On bo zdaj, lih meni je tlele na kavici razlagal, da zdaj je dobil zeleno luč za svoj film. Vem, sem mu jaz tudi že pisal, da če rab koga v dvigalu, da imamo cifra. Da ponovimo. Da lahko kjerokoli pridem recitirati. Se zdi pač, teater je tudi, ker imaš ta pol stik, pa kadar recimo zdaj trenutno, nimam neke, da bi rekel, stand-up predstave, ali pa tega, kar smo recimo delali z Bradama, ker je bila ta mešanica skečev pa stand-upa, ker se zdi, da smo mi tudi nekako pač tako postavili nek nov format pri nas, ker sem ga pa zdaj, ker imaš dosti teh predstav, ker so pač nekako smo pogruntali, da ljudje vsem pri nas je večina še zelo tako pač, kar se stand-upa tiče, vsaj neka širša množica, ker ljudje rajamo tako, to je pa predstava, to gremo pa gledati. In pač ti daš nek okvir, ki je predstava, ampak imaš noter pol lahko, ne vem, nekaj tako, ki imaš Slovenc in pol, ki sta Perica pa Aleš, ki imaš res pač tako znotraj te neke monologe, ali imaš pa tako, ko imaš pač Aleš pa Kuzman s temi staž, ko že mali otroci veliki problemi, pa Stare, pa Bergant, pa Papič, ki imajo fantovščino, kjer imaš pa spet neke prizore, in pa ima nekako upraviča, zakaj se najde na odru, zakaj je sam pa to. In tako da se zdi to bolj nekako jih privlečeš. Pa še zmeraj imaš pa lahko stand-up. Sem pa polk, zdaj, ker sem delal pred, koliko se pravi, leto, pa skoraj 2 leti nazaj bo že, kar sem začel pisati,
leto pa pol nazaj bila premiera, so pa te Reformatorji, ki jih delava pa z Nikom Škrlecem. Je pa tukaj bom zdaj tako pokazal, sem tako na kamero dal, da se vidi, da se je super, ker smo naredili ob 200 letih. Malo pogledam, ne? Ja, seveda. Ob 100-letnici Cankarjeve smrti založba Škratelc nas je nakup nabrala, da smo naredili stripe po Cankarjevih delih. In pa je pa Žiga iz Kulturnega doma Krško prišel na idejo, da bi pa mogoče nek strip naredili o Bohoriču pa Dalmatinu, ker sta oba iz njihovih krajev in so Bohoričevo leto praznovali in pač je pa nastal ta strip, ki so ga naredili z Jakom Vukotičem, še dr. Kozma Ahadžič je bil zraven iz SAZU-ja, iz Centra za slovenski jezik, Frana Ramovš, iz Inštituta za slovenski jezik, kar je bil super, ker pač Kozma je človek, ki obvlada na polno, pač slovenščine. Jaz sem ga tako, sva imela kar hitro linijo pomoči, da sem pisal message, a bi v 16. stoletju rekel to ali pa kaj tazga, in je pomagal. In pa je pa prišla pač tudi, da bi tudi predstavo naredili in so naj z Nikom povezali. In se mi zdi super, ker je taka zelo interaktivna predstava, ker pa zdaj smo rekli, zdaj tam malem, ki pripeljajo šolo, da bomo zdaj 45 minut bojo sam gledali zgodbo iz 16. stoletja. In je pravzaprav tako, da sva midva nekaj časa sva kot midva na odru, nekaj časa kot te dva lika, malo imamo animacije, ki so po stripu narejene in je zelo taka zanimiva mešanica, pa ful je enega kontakta tudi s publiko. In to je meni se mi zdi tisti najbolj, pa improvizacije, ker Nik je tudi zelo dober improvizator in se znajde in je super, ker imava pač to ogrodje, da naj lahko, ne vem, kam ima vas tam malim interakcijo z gledalci, da se tudi odrasli, kdaj. Pač lahko odpeljava nekam čisto eno smer, se vrnava nazaj, greva tam naprej oziroma ukomponirava stvari, ki so se noter dogajale. Pač, in je tako užitek. In ta knjiga je pa tudi zdaj, so jo pa letos v tem šolskem letu izbrali na natečaju Rastem s knjigo, in so jo, ki ima Javna agencija za knjigo in so vsi sedmošolci jo dobili. Tako da dejansko sem letos poljenih teh knjig, ki so imeli tako ogromno naklado, so prišle. No, zdaj si spet sam lepo napeljal. A se tega zavedaš, da otroci te morajo imeti in te bodo imeli? Ja, ne imajo, pa ne samo oni, še dojenčki me morajo. Sej to, pohval se, prosim. A se lahko. Kaj se skriva očku v bradi? Slikanica, ki so jo naredila z Igorjem Šinkovcem, so jo na založbi, sploh nisem vedel, pač ker so imeli NIJZ, je dal pač, da bi neka bralno spodbujevanje, da bi pač vsem, ki se rodijo, pač, da dobijo eno knjigo. In da bo kartonka, in jaz sploh nisem vedel, za ta namen mene kliče en dan urednica, pravi, veš, ta knjiga, smo jo prijavili kot kartonko, se nam je zdela in so na koncu izbrali. Tako da, to so pa sploh te cifre, ker tako pogledaš, ker pa recimo ta knjiga je bila zdaj natisnjena v 30.000 izvodih in v naslednjih pač 2 letih jo bojo dobili vsi, ki se bojo rodili. Se pravi, jaz bom prvi korak nekako, prvo srečanje, ker pride patronaž na dom, pa pravi, moja brada bo visela tem otrokom. Kar se narobe sliši. Sej polna zanimivih stvari, tako da. To je res, to je zapisano pol, ne? Ja, to je pa tako ker sploh ne dojemaš. Tako si rečeš, pismo, vse mogoče pa znam kaj narediti. Ampak pa vse naslednjič, ki si pred praznim ekranom, si spet, pozabiš, ne? Ja, pozabiš. Pa veš to tudi, da se bodo naslednje generacije učile o tebi. Tukaj smo se mi učili, pač ne vemo, zdaj se mi pride Prešeren. Ja, in nekdo bo gledal, enka bo pisal, pol za učbenik, bo gledal ta pogovor in bo sam ta prve 2 minute ne bo pogledal twista in bo rekel, pižama je pa dobil ta vzdevek, ker mu ga je numerologinja na sejmu. Tako da ti si kriv, da se bojo otroci učili lažno zgodovino. Pižama je dobil zato, ker je potem prišel na kavo s červekom. Evo, narejeno. Ne, to je spet nekaj posebenega. Ja, sedaj se je 10-20 let. Da, me je v šoli, Kdo je bil pižama? Ja. Kdaj se je rodil, kdaj je umrl. Ja, vidiš. Jaz sam čakam, kdaj me bojo, tako kot ne vem, koga so, Partliča ali koga, ali Pregla, da je tudi mene, pač gospod pisatelj, kdaj ste umrli. Ja. Veš, če hočeš biti v berilu, moraš imeti 2 letnici. Ker za eno si fejka, sam rodil si se nisi, kaj pa umreš, pa pridaš.
Govoriš ti zelo lepo, je res tak lep govor imaš. Jaz tudi tukaj pač kot, dajmo reči, radijski voditelj, govorim od samega štarta, šepam. Tako je. Jaz sem pa zdaj knjižne šumnike, kot mi je dejala Ajda Kaland. Knjižne šumnike? Ne knjižne šumnike. Mejhen manj, če glih mečkan kejo držim in mi pol šejimi, namesto da bi bili mi pač je, tako da, sorry, oprosti tonec. Zdaj že ta zračunaka, kaj je vse mi je skuru? A si tudi grammar naci? Se pravi, da obseden s pravilno pisavo in pravilnim govorom. Ne, bil sem, niti nisem več to, ker se mi zdi, da ker je bilo preveč tega. Mislim, popravim, ampak popravljam dobro namerno. Se mi zdi pač, meni grejo na živce te skupine, ki so na Facebookih, pa to, kam imaš uno, kaš, lej, kaj pa to, pa lej te napake, pa te napake. Zdaj, nekaj je. Ja. Če imaš ti, tako, kam imamo zdaj, pa zdaj ne vem, kdo vse so sponzorji, tle pa vas ne radi, tako da ne bomo imeli, ampak sam delogi, tle drugega ni. Da imaš, ne vem, slogan po vseh džambotih, kjer mu očitno manjkata dve vejci. Te so hude. Ne, pa take, a veš, tisti gre na živce, tisti mož, a veš, zdaj pa če je en tam nekaj narobe napisal, ali pa kaj je nekdo celo pisal nekaj, pa se je zatipkal, ali pa karkoli, pa se mu ni dal popraviti, zdaj to boš pa dal zdaj ga, ne vem, na pranger, pa lejte ga, bumba, ne, ker s tem pravzaprav sam, s tem škodeš jezik, oziroma pač, ne vem, sebe hočeš, lej, kaj pa znamo, pa jaz sem tudi včasih. Smo bili zelo tako, pa to pa ne, si na forumih debatiral, pa si bil, model, naroben sklon, tvoj argument je ničen, a ne. Ampak, to upozoriš, ampak na nek pozitiven način, ker se pač želja je pač, da bi ljudje pravilno uporabljali jezik, ampak dajmo jih spodbujati s tem, ne jih bulijati. Meni je to zelo ta odnos. Tega sem se zelo nalezel od Kozme Ahačiča, pač to slavljac, zdaj kul, pa vse, kar je tudi res, to ima tudi Palu predstavi noter, da je pač, da slovnica nima svojih pravil za to, da bi nam grenila življenje, pa da bi dobivali cveke, pri slovenščini, ampak zato, da se sploh lahko sporazumevamo, ker če ni slovnice, jezik pade, se pravi, da imamo ne vemo kar naenkrat več, kaj so samostalniki, kaj so glagoli. To je slovenca, vse skozi živimo, in govorimo tako, kot vemo, tako, kot smo se naučili, tako, kot smo poslušali starše, vso okolico, ko smo ponotranjali jezik v svojih formativnih letih. In treba je spodbujati pač in pa glih s takim odnosom, pa z odnosom, ki mislim, da se spreminja, Ker je bilo uno, zdaj imamo pa 4, te ste samo vejce delali, karkoli. Pač nekako, pa je ljudi strah. Ker nekaj je strah in to je narobe, ker tvojega jezika te ne sme biti strah, ti moraš uživati v jeziku. Vse je, če kdaj kakšno napako narediš, boš vedel za naslednjič. Seveda je jasno, nekaj drugega, ali ti narediš napako, ko debatiraš z nekom, ali ko pišeš z nekom si tudi po družabnih omrežjih, zdaj to fora, pač včasih smo si to po listkih pisali, ali karkoli, in jim ben videl, zdaj pa vidimo, mularija, konec slovenščine, isto smo mi pisali, isto so oni 20 let pred nami pisali v svojem slengu, ker sleng je pravzaprav najbolj, ta brbotajoča snov v jeziku, tukaj pride toliko nekih invencij noter, stvari, ki se pa tudi lahko ohranijo naprej v jeziku, določeni izrazi, pridejo v splošno rabo, ali v glavnem, ne smete biti strah, to se mi zdi, to je uno, ampak moraš imeti jezik rad, ga raziskovati in iskati. In tle se mi zdi, da je zelo pomembno, to je tudi ena stvar, ki zelo sicer dostikrat ponavljam v pogovorih takih, je pač, da so pa tisti, ki delajo, pravzaprav, ki nudijo jezik oziroma nosilce jezika, so zdaj to knjige, glasba, govor, drugim, da so pa oni zelo odgovorni. Da moraš dati, in se pa pade dostikrat, vidiš, pri določenih založbah, kako pač,
Mi bomo zdaj to na hitro, tam damo ene dampinške cene, ki jih itak noben resen prevajalec ne Ja, more ja, vzeti, in ja. jih pa vzame nekdo, ki popoldne malo sprot prevaja, in imaš potem vse od teh kalkov dobesedno prevedenih, glih toliko, da ni ne, pač opečeni kruhek za babico, a ne, kar je nek star primer iz enega podnaslova. In vse, in se reče, saj to je pa za une pogrošne, veste, pogrošne Ja. romane, ne več, vse te pa neke plažne, pa ljubiče, se to pa ni škoda, ne, glih tam je največ škoda, Ja. zato ker ljudje, mi rekel, zdaj, kako spet, a veš, če imamo pač ljudi, ki berejo bolj malo, ki mogoče posežejo glih po nekih teh lahkotnejših stvareh, Ja. pač so mogoče tudi verjetno ljudje, pa če ne berejo, pač jezikov, moramo to jezikovna sposobnost njihova, a ne, znanje, Smo podhranjeni, je no, kar mogoče rec. malo. Ja, ne, ampak pač ja, ni najkrepkejša. A ne? In zdaj, če ti bereš neke stvari, ki so jezikovno napačne, boš ti tudi posvojil Ja. napačne vzorce in tle je treba dati. Ne? In se mi zdi pač vsaj, kar se tiče neke otroške produkcije, imamo v Sloveniji zelo veliko kakovostne avtorske literature, kakovostne prevodne literature, kakovostne ilustracije. Ne? Slovenski ilustratorke in ilustratorji so v vrhu. Ja. Ne, in se mi zdi, da tukaj res skrbimo, pa zelo hit pade, oziroma imaš tudi že pol, a ne, je tudi malo na nas, da pol tam malam dajemo, ali jim damo neko slikanico, ki je v redu, ali je nek pač kič, kjer so vsi žareči, nasmejani, ali karkoli samo, ne, zgleda kot nek Photoshop, tisto, kar se prodaja. Ja. Pol na veliko, ki vzameš na zraven makaronov, pa še tole neki. In tukaj se mi zdi, ne, da je treba ljudem dati možnost, da so obdani s kakovostnim jezikom in potem bodo tudi oni pobrali in tako se dviguje to. Tako da ja, Grammar Naci pa v tem primeru se mi pa zdi, da ne, da sem, in vse te kdaj, pa si misliš, ne bom, škaj najhuj to. Je tisto, ali pa teh stvari ne štekam na Facebooku, ko nekdo ful nečesa se veseli, pa neki objav, pa en prizna, ja, pa kaj pa to, pa z neko stvarjo, ki res ti trenutek ni važna, kot res, daj pusti človeku, da uživa, veš, ne biti zdaj Tega je neka res kisla dosti. glista zraven. Tega je res dost. Jaz se tle moram navezati samo na tukaj na radiju. Dosti poslušalcev ima z mano problem, tukaj so še narečja, ne smemo pozabiti, v Sloveniji jih je ogromno. Jaz govorim, da se do dveje. Do Da se do dveje. treje, Aha. do štire, po notranjsku. In je mičken problemček, s kakšnem minu vsake toliko. Ja, In ja. pol moram razlagati, zakaj tako je. Govorim po domače. Taki pogovori te v bistvu niso tuji, ker si tudi že nekaj let podcaster Ja. z Anžetom Tomičem, pa z Godlerjem, pa ne vem, s kom si že Ja. vse to imel. Na čem zdaj delaš, kar se tega Ja, tiče? zdaj pravzaprav dva podcasta. En je Glave, ki so ga zdaj z Anžetom Tomičem na novo oživela, ko je prišla Zmajeva hiša, sta pogledala 2 dela, dobro je, bova to. Dajmo, imamo. Ja, in potem so, kaj bi pa zdaj, deva še nekaj delati, ker se nam je bilo fino spet, ne vem, na 14 dni tako malo na mikrofonu dobiti. In zdaj imava serijo Hitri in drzni in zdaj gledava Hitre in drzne. Zdaj, če je bilo pač po tem, ko sem se pravi med korono gledala Harryja Pottera, ki je bil Tomo gleda Potterja, ker ga že ni, sem v tem primeru jaz, tisti, ki je čist neznanc, ker sem enkrat sam gledal prvi del in sem ga že čist pozabil in zdaj z vsakim novim delom tako, ne, a res, a to gledam, ne, in je super, ker da zelo veliko nekih možnosti potem, ne, za humorno obdelavo, lahko se zelo daš duška. In tukaj zdaj tudi pravzaprav to pelava, pa imava znotraj pač glav, se dogajajo še kakšne dodatne stvari, recimo z Ljubljanskim gradom, sodelujemo že kar nekaj časa in zdaj smo pač to poimenovali Glave na gradu. In smo imela decembra, novembra smo imela Napota za gosta Boštjana Napotnika, ker smo se pogovarjali o hrani, ker pač malo se midva pač zgrada povabijo, rečemo, ne, to je letošnja tematika, dajmo zdaj marca bomo z Nikom Škrlecem gor na gradu, bomo nekaj, kar nam je zagodila karantena, pa vse in smo bi mogli pred 2 letoma že imeti, se bomo pogovarjali o dvornih norčkih, za jesen pol se z Aljošo Harlamovom bo gost, bomo delali Ivana Tavčarja, ker je neka obletnica, tako da bomo videli, kako smo zdaj z literaturo.
Tako da ja, ne, pa na vsake tok cajta kakšne še pol z gosti dodatno delava. Drug podcast je pa Danes praznuje, ki ga pa delava z ženo Mojco, ki so ga pa tudi začela dejansko med karanteno snemati, pa je zdaj že en cajt na pauzi, ampak tako zdaj iščeva čas, zdaj pa. Je pa ena taka lušna, malo tako trivia, pravzaprav podcast, kjer pač je bila ideja Mojčina, pač ful imamo enih stvari, ki imajo svoj dan. Imamo svetovni dan tega, svetovni dan vsak druga, dan je to nekaj nekaj, skozi. Pač kaj, če bi si vzela to temo in kaj najdeva. Ne? In sva iz Unga, ki sva imela, ne vem, na začetku 20 minut, so tako tokno odpadla, da so na koncu delala enourne stvari, ne vem, o princu, o Alici v čudežni deželi, kraljici Viktoriji, take, veš, to neke stvari. Ful je bilo o štumfih, o tuni, ne, več vse veš to. In zdaj smo rekli, zdaj greva na malo krajši format, 20 minut do pol ure in imava tako že ne 2-3 teme, naštime samo časa šli. Tako da upam, da zdaj februarja bo končno, da se meham spet zapreva v studio in da sprava tudi ta podcast. In sta pa oba podcasta na mreži Aparatus, tako da pač, če koga zanima, ne gre tja pa pogleda, pa itak je še cel kup drugih vsebin. Ja, še vse za nazaj, ne? Ja. Rekel si že, da sta zdaj z Nikom Škrlecem po tudi slovenskih odrih kot reformatorja. A se še kaj s stand-upom ukvarjaš? Ali so bile brade zdaj nekako ta zadnja stvar, ki si jo naredil? Brade so bile ta zadnji tak, da bi rekel, ja, prav kot predstava, ne, kot nek zaokrožen. Imela smo, ne vem, takrat med zadnji 2 poleti sva dal Sašo tam Staretom okoli hodila, ker so, podavati je bilo tako, da so koga od naju klicali, prideš na stand-up, pa bi imeli uro pa pol, priče zraven in sva zelo uživala, ker sva šla ne samo stand-up, ampak tudi malo tak delni impro, da sva pa, ker sva oddelala vsak svoj kos, ne, vsak svoj set, da sva rekla, pa skupno odr, zdaj pa dajmo malo, vi povejte, o čem naj se šaliva. Je bilo tako pa še ne 15-20 minut tega, da so ljudje dali predloge in so mi dva malo improvizirala, se je kdo spomnil česa, kar je že kdaj napisal, tako malo Bump in Mikes varianta od Atela in je bilo tako prav kul, tako da to upava, da bova še kdaj, je pa časa ni, zdaj stand-up je treba pisati in zdaj čez pomladi sem na ene par teh odprtih mikrofonov se prijavil, da bom malo prišel imam une zapiske, da končno malo občutek, da narediš pač ne. Zdaj imam set, en zelo lep, tak 45 minut, ampak je tako pač treba skozi nekaj frišenga, pa nekaj frišenga in vse pa še zmerno, tako, seveda zdaj ne vem, ko gledam teme, ki jih imam zdaj, ne vem, kar sem šel gledati, kaj sem imel zdaj bo skoraj 20 let, ko smo začeli, pa 15 leti, ko smo začeli s komikazami, tako pa čez tistih šal res, tako tudi, če sem gruto naredil nek pregled, neko foro predstavo, best of, čunik šal, pač dejansko, to nisem več jaz, sem nek študent, oziroma človek, ki je bil tako čist druga smera, pač ti ne verjamejo več, ko to govoriš, in pa so zdaj, ne vem, eno od teh najljubših v zadnjem času, ki mi je pa kaj kul, ker niti nisem še toliko ponudil na odrih, je, v času sem hotel narediti nek bit o mumble trapu. Ja. Ne, se pravi, ker to je tistega... Ja, in se tako grunto, s kere stvari noter, tako in sem imel pol, tako, in tistega se res tako, z njih ful različnih stvari, ko to probam in vsakič sem ugotovil pač preveč na hiter ljudi notvržam. To je res stvar, ki jo ne poznam. Pač, ko prideš nekam, tako podatek, kdo ve, kaj je trap, jih je ne 16 zaploskam, kaj je mumble trap, in kako zdaj pa, ne vem, noter spelat in počas s kakšnimi primerami, ne vem, iz drugih popkulturnih referenc vse pripelat. In je super pol, ker veš, ker razlagaš tako mumble trapu in se ti tam 70-letne babice se smejijo, veš, te gospe so, ne. Tako, veš, da sem pogruntal, take stvari so pol, ki je nekaj, ki te res osebno, ki se še vidi, koliko si osebno upleten in investiran čustveno mogoče, ker so se zdaj vsi mumble trapperji mi bojo. Jaz pa nam razumem, kva mi govorijo. Ja, zdaj sem to napeljal, ajde, gremo tole. Tebe so zmeraj povezovali, da imaš šale za inteligentne. Šale za inteligentne? A veš, da si ta komik, pri njemu moraš pa malo razmišljati. Mislim, malo razmišljati. Jaz sem ful rad humor, ki
ni prenešen na pladnju. Se okej. pravi, da ti daš A in daš B, tisto ta zadnjo povezavo, mora pa publika sama. Ja, In ja. meni ker meni, sej imaš kakšne, pa daš kakšne butaste not, pa burleskne, pa ne, dajmo se smeti, pa kakšno, kdaj skatološko, a ne, pa Ampak meni je najljubši zvok tist, ki je tišina, potem začnejo tako v smehu vznikati in Par počasi sekund, ne. zakotali. Zdaj upam, da pač vsi poštekajo, da ni tako, da jih pa ta druga polovica, ok, oni se smejijo, dajmo se še mi, a ne. je kdo. Ja, tako da bi rekel to, zdaj pač ne toliko, da bi rekel, da so teme intelektualistične, ampak da moraš Morda drugače aktivno zapeleš, spremljati, ne. da moraš aktivno spremljati, ne? Da ni vse to in tukaj, ampak da je tle in povezano. Je pa tudi jasno, pač da je pa tematsko tudi, ne, volj nekih, tudi mogoče zaradi tega je bilo to, da je pač ker tematsko se zelo naslanjam na literaturo, neke te stvari pač, s katerimi se ukvarjam, a ne, ki jih poznam. Ker to je bilo sploh takrat na začetku, ko smo začenjali in se videli, kakšni komiki so imeli zelo tako, pa teh zdaj ni nikjer več, ne. So zelo radi tako, si na YouTubeu kaj pogledali, a ne, pa malo prevedali, a ne, in pač je bilo tako vmes in tako, in bilo, to ni cool, a veš, že tako znotraj tega, da, ker je to slabo za sceno, ker reče, ok, ne, in pač zdaj, če smo ti, ne vem, biti o peharju suhih hrušk, a veš, a Ben ti ni mogel reči, to si pa od enega Američana prepisal, a ne, že to je bilo dodatno, a ne, in me gnalo to in nekako se zdaj imam tudi neko pač kaj predstava, bi rekel tako, na pol predavanje, so pač slovenski klasiki v živo, kjer je neki stand-upa, neki predavanja, zelo pač, stvari, ki sem jih v vseh teh letih, kar se ukvarjam z literaturo, kar pišem te biografije, pa kar sem delal v klasike, ki sem jih napobrkoval in pa ne vem, razne te neke povezave od tega, ne vem, kdo je napisal prvo pesem, kjer slovenski pesnik je prvi pisal v zimskih olimpijskih igrah, ne, pač Simon Gregorčič, Soči. Ne, a veš, take do, a veš, ne vem, the best. Cankarja, Zakon. kako je ta erotika bila, njegova zbirka ni bila nič erotična, da je dal tak naslov za to, pač, da bi zbudil zgražanje, a ne, da bi se bolj prodajal, pa pol dokazuje, pač te neke pač take šale na ta način, to bi pa rekel, da tam pa je. In je pa super, ker s tem pa pol hodim, ne, ali po srednjih šolah, zdaj le bom spomlad, mislim, da marca enkrat bom tudi v abonmaju, v Cankarjevem domu s tem, pa ne vem, ful mi je bilo luštno, ko so me, ne vem, decembra sem v Škofji Loki, so me vrtec Škofja Loka, za zaposlene, dajmo, bi jim pa to dala, ne, da ni neki sam haha, ampak da je še malo vsebine. In je bilo super, kad ko vidiš vsi zaposleni tam spremljajo, kaj jim razlagaš od, ne vem, Koseskega, od Knobla, veš, to so zdaj ta imena, ki so malo bolj obskurna, do tega ne vem, kdo je, kako dokažeš, da je Fran Levstik med pisanjem Martina Karpana uporabljal Wikipedijo, pa mu je vmes internet crknil. Nekaj tako stvari in tudi pokažeš, kaj vse se pravzaprav lahko skriva v literaturi. In se mi zdi, da je to tudi ena taka stvar, tako kot so bili tudi klasiki, način, kako pač ljudi pol malo pretentati, da grejo brati knjige, da rečejo, se to je pa nekako zanimivo, to pa dajmo pogledati. Kar se sam še teh nastopov oziroma stand-upa tiče, zdajle sem se spomnil, a si bil ti prvi, ki je dal v bistvu ta special ven, posnet dejansko, 50 odtenkov Nive. 50 odtenkov Si bil Nive prvi v Sloveniji? Prvi solo. Ne? Prvi solo, ja. Ker je bil pač prej so bili te kratki. Ja, pa to, pred kar je- Roasti vse še, ne? Ne, Roast mislim, da je že bil. Roasti, Je že bil? mislim, To da prvi je smo bil od Vila Vida- Valiča, ne? Da je že bil prej. Je Pa bil tudi prej? Perica, ne vem, je bil prej ali pol, tam nek. Ok, to ne bom ja, trdil, ima pa kot bilo je tisto, kar je specials, bilo, ta impro, mislim, ta stand-up, ki je bil na kanalu, ki ga je Ven Emeršič režiral, Ja, ja. ker so bili pa pol, ker so še pa pol imel vid na, a je imel na Popu on, meni se zdi, ali tudi ali na Planetu, ne vem, nekaj je bilo pač Ja. tako mešano. Ne, ja, ta je bil pa dejansko tako ta prvi special, pač takrat je imela ta, ne, pač 50 odtenkov Nive je bilo, smo pač zelo uspešna turneja. Tam sicer, mislim, da mi je glih malo zmanjkalo do stotke na koncu, da je bilo nekih 87 ali 95 predstav sem imel. Smo rekli, da pojmo posnet, ne, težko me je, ne, dajmo
kaj če bi, in pol ekipca in smo nabrali in tam v festivalni posneli prvič tako tuhtali, ok, zunih smo nekako vedeli, da imamo zdaj tle postaviti, pa moramo tam ozvočiti nekako. Smo se vsi pravzaprav učili, ne, tudi ekipa, in če bi pol, recimo, ko gledaš vse naslednje, se že malo bolj vidne. Tle je bilo, recimo, pri tem je bilo tako kamere postavljene, tako da večinoma prvi dve vrsti publike, ker zadnjih pol v zadnjih nismo, tako so pol parih ljudi se pač, ti si pa ta druga glavna zvezda, a ne. Ampak ja, tisti je šlo ven in posel dejansko ga dal na 1. januarja zvečer, ja, na 1. januarja, da je bilo tako, to sem še jaz gledal. Ja, in je bilo tako ful dobre cifre, je bilo wow, ne, ker, ampak spet, ne, ti se bila ena taka stvar, ki jo narediš, veš pa že malo pozabiš, da si naredil, pride ven in, ampak ja, in tem je edini žal mogoče, da jo jaz sam, nikoli nisem uploadal cele, ker sem spoštoval pogodbo. Nekdo jo je. In Bog mu požegni v neoglede, če je še oglas doma. Bog mu požegni. The best. Ej, že sam si zdaj tekom tega pogovora povedal, kaj vse te čaka, od knjig do predstav in tako naprej. Mava še kaj tazga, kar bi zdaj rad plasiral? Zdaj le ti dam preprogo. Pa ne vem, kaj je, pa zelo se vesti mogoče še ena stvar, ki jo imam zdaj, dve stvari, ki jih bom počel čez pomlad, da zdaj kateri risek, ki sem oddal, zdaj se lotevam pa nove zbirke, avtorske, tudi za to starost, bi rekel 6 do 9, 10, ki sem med karanteno prepovedoval pravljice na Facebooku. Takrat sem pač tako pač se rekel, da kaj pa če bi jaz zdaj ne vsi, videl sem doma, kako je, ko imaš otroka, pa cel dan, pa to, kaj če bi zdaj staršem dal 15 minut pauze, pa da jaz kakšno stvar povem, ne, in pa sem to prvo in pa tudi jesen, pa naslednjo zimo, čez to drugo karanteno, pa prepovedoval. Na koncu enkrat tedensko in sem si začel zmišljati pravljice, ne, ker mi je lastnih zmanjkalo in sem, ampak je tudi ful dobra stvar bila, ker tako, kot tudi zdaj recimo, kadar nastopam za otroke, kdaj je to pripovedovalsko, in tako, da par besed napišemo in pol sproti izmišljujem pravljico, jemljem te besede ven in da vidijo, kako nastaja, ne. In je spet bi rekel, ta doživetje, pa ta izziv, kako neke stvari, ki jih sprot namečeš, kako jih povezati, kjer si nekako to zgodbotvorno žilico ostriš. No in tam ste se na neki točki znašla Kika in Riki, pernata pustolovca, in te dva bosta zdaj zaživela, se pravi, ampak zdaj gleda to, da zdaj pišem, pa ilustriram, mislim, ne vem, če bo letos, bo verjetno pa šele naslednje leto. To pa ena stvar, ki se jo pa tudi lotevam, je pa, zdaj, ne moram še ful povedati, ampak pač neko dramo bom prevajal, mi je pa spet nek nov izziv, ker je ful v verzih in mi je tako, ampak to je spet pa za nekaj, kar bo na odru 24 šele, ampak je tako, vsakeč tako vsake toliko časa pride nekaj, ki te ima, pa ki si misliš, pismo, a bo pa ne, ampak je tak draž in tle sem bil tako, zelo sem kolebal, pa sem rekel, da pač poskusam prevod narediti, da vidimo in je mi bilo zelo všeč, sem rekel, pa pejmo, ne, in te nekaj tako, ker se mi zdi, da fino, da spet to malo svojo rimajočo žilico, nekako zalaufam, ker je zadnje 10 let ali pa še več bolj na pauzi. Ja, the best. Ej, še zadnje vprašanje, ki je za vsakega gosta isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Moj popoln dan je tak, da mi ni treba nič delati in da imam čas biti svojo družino. Ker z tega toliko malokrat najdemo čas, da bi lahko dalj časa bili skupaj in se zdi, da to je popoln dan, da smo vsi trije na kupu, da se mogoče nekam odpeljamo, da uživamo na nekem kraju, če kje daleč, pa da lahko kaj novega vidimo, še toliko super, ampak to je to pač, ker skozi begamo okoli in to, da imaš čas za ljudi, ki so ti najbližji, da se izklopiš iz sveta ven, to mi je bi bilo, predvsem zaradi tega, ker je res zdaj ta teden, ki so bile počitnice šolske, je bil, lahko rečemo, popoln teden, da smo imeli, tako da ja. Si me presenetil, čeprav ni pa presenetljivo, da si to rekel. Sem mislil, da boš rekel, kakšne knjige so zraven. Pa knjige so skozi. Vse knjige so skozi, ampak tisto, da mi je to pa... To je ta drug popoln dan, pa da imam mogoče cajt
za par ur vzeti eno knjigo, ki mi je zelo všeč, v miru, pa uživati tam v naslanjaču, pa kitak se pa skozi letaš. Je the best. Boštjan, hvala, da si bil moj današnji gost. Moram povedati, da mi sva bila z Boštjanom že par let prej v navezi. Jaz moram povedati, da on me zmeri kliče, na kjerkoli radi bil, kulturni praznik je bi kaj povedal, nekaj imaš novega, tako da ti si, meni se zdi, ti mogo eno knjigo dati pa not napisati mojemu number one novinarskemu fanu od dneva ena, ali kaj? Zdaj pa res to že par let, non-stop je bilo, pa zmeri o knjigah, pa zmeri o Igri prestolov, non-stop sem bil tako, bom iz pižama klical. Imam cifro. Je to. Neč folk, pejte si prebrati njegove knjige, so the best, ne morem potrditi, ker jih še nisem. Tako da zdaj boš še na eno kavo mogoče skaš. Nisem fan, ampak to je moj stil knjige in tole bi šlo čez. Ful ti hvala, da si prišel na kavico, še naprej nas razveseljuj z besedami, z igrami na odru, karkoli bo že delal, z govorom, podcastih in hvala, pa samo uspešno še naprej. Najlepša hvala za vabilo, lepo nedeljo po kulturnem prazniku, vsem skupaj. Vem, da ste v sredo ful stvari, ampak dajte si danes vzeti cajt. Poglejte, če imate kje doma kakšno knjigo poezije, vzemite jo ven, naključno odprite na enem mestu in preberite eno pesem. To je pa recimo tudi ena taka stvar. Jaz sem zmeraj tako 2-3 knjige poezije, ali v pisarni, ali na nočni omarci, tudi kdaj paše, čisto vzameš, naključno odpreš, eno prebereš, ker poezija je taka tudi, ki jo lahko lepo na šilce uživaš. Ni poezija, ampak kaj si rekel, odprl sem, evo. Not je padel, tako da bom jaz rekel, najlepša hvala, to je bila kava s Červekom, DeLonghi jo je skuhal, se vidimo naslednjo nedeljo, oziroma z njim se vidite, če bo že nehal brati, mene pa ne bo več tukaj. Adijo. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.